izvedenih investicij. Koliko se je ob tem okrepil obisk v poletnih mesecih, ter kam se bo v prihodnje namenjalo sredstva za nadaljnja vlaganja? Ja, predvsem si želeli razpliniti najet, kot je smučanje nek zelo potratno, energijsko potratna aktivnost, ne ekološka in tako naprej. Predvsem kolegi, severni sosedi in Nemci so naredili kar precej izračunov na to temo, in oni, na primer, en zelo zanimiv podatek je, da za celotno obratovanje vseh avstrijskih smučišča se porabi cirka 750 gigavatov, za stand-by naprav, se pravi televizorjev, računalnikov, se pa na letnem nivoju porabi 800 gigavatov električne energije. Potem same trajnosti na ogljični odtis enega smučarskega dneva odpade približno 80% samo na transport. Se pravi, dlje, ko se peljemo, bolj smo netrajnostni. Se pravi, najbolj trajnostni smo, če gremo smučati direktno domače smučišče. Tako da ostalih 20%, malo manj 20% odpade na spremljevalne dejavnosti, se pravi astronomija in nastanitve, in šlo par procentov, tam je 2 odpade, se pravi na obratovanje hišinskih naprav in sisteme tehničnega zasneževanja. Zdaj, še pri samem tehničnem zasneževanju, ne gre za umetno zasneževanje, ker je komponenti sta samo energija in pa voda. Zdaj, bolj, ko je ta energija z obnovljivih virov, manj je to, se pravi, bolj je to trajnostno. In pa za, recimo, našega smučišča, kar je recimo Mariborsko Pohorje, cirka 30 hektarjev, porabimo 30% za zasnežiti, manj energije, kot pa za celoletno ogrevanje enega olimpijskega bazena. To morate bolj poudarjati tudi bodoče, da bo bolj jasno, kakšna je ta vzdržljivostni turizem, ko govorimo. Ja, in pri tehničnem zasneževanju vsa voda se vrne v naravni cikel. Mi si v bistvu sposodimo, da jo damo v neki drugi obliki pač na te smučarske površine in potem se taka vrne nazaj. Pa tudi letos bomo imeli enotno smučarsko tekaško vozovnico, tako sezonsko kot tudi večdnevno. Kaj je pokazala lanska poskusna sezona? Ja, lansko leto smo poskusno izdali 100 tovrstnih vozovnic in na koncu naredili analizo in odzvali so se več kot polovica uporabnikov se odzvala in rezultati so pokazali 95%, to se kako pozdravlja. So zelo zadovoljni in na ta način raziskujejo tudi druge dele Slovenije. To je poanta, tako kot tudi sezonsko vozovnico za žičnice, se pravi, da bi lahko obiskovalci raziskovali vse tisto, kar imamo. Pa s tem tudi poudarite, da zimska sezona ni enako samo smučanje? Ja, tako. Sploh ne gre samo za alpsko smučanje, pa tudi samo za nordijsko smučanje. Imamo Slovenija tako bogato diverziteto, da lahko počnemo še marsikaj poleg tega. Ker, kot sem rekel, trend je tak, kot je glede klime in takrat je treba, kadar je priložnost v najmanjšem možnem času proizvesti čim večjo količino snega, da ta potem zdrži čim dlje. Je pa dejstvo, da brez tehničnega snega, ne vem, če bi lani kje smučali razen na Voglu, tako da, kjer pač tega ni. Ja, pa na Kaninu. Ampak tudi tam se zna zgoditi, recimo, tudi prej se je suha zima. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Matej, je že kaj več znanega o usodi Kanina, našega edinega visokogorskega smučišča, ki pa že drugo sezono ne obratuje? Mislim, da nisem čisto prav naslov, ampak kakor je meni znano, še nič odločenega. Ampak, kot je rekel Boštjan, mi v državi smo na tej s temi investicijami tudi dobili določene okvirje, ki dajo ta dodaten puš, da posamezno smučišče lahko prestopi tisto začetno najvišjo stopnico. Smučanje je panoga, ki ima noro drago
investicijo v osnovno infrastrukturo in pač ekonomija obsega za neko tako majhno smučišče, za novim dostopom, pač za nekega privatnega investitorja, se pravi, osnovni kazalnik je povrnitev investicije, pač ne drži vod. Tukaj so pač odločitve potrebne po strateške na nivoju države in občine in verjamem, da se boste dogovorili na ena pa drugi. Ja. Sicer pa na celotnem področju Alp hitijo z preobrazbo smučišč v celoletne gorske centre. A si v bodoče obetamo stalne vzpodbude za posodobitev tovrstne infrastrukture, je to sploh realno in vzdržno na dolgi rok? Ja, vsekakor gre za ta proces desezonalizacije, ki teka povsod, a ne samo pri nam, in povsod tam, kjer neke strategije, neke možnosti in neka soglasja, se pravi deležnikov, tako, se pravi lokalnih lastnikov, tako pač ni, doživljajo isto usode, kako je pač letos pri nam stari vrh, tukaj nismo nobene zima, povsod imajo težave in izzive. Kar se pa tiče samega razvoja dodatne infrastrukture poleti, mi se moramo zavedati, da v luči podnebnih sprememb, ki se nam dogajajo, imamo, se pravi, gorski centri vedno več obiska tudi poleti in infrastruktura, poleg, se pravi, žičniške infrastrukture, se pravi, kolesarski poti, pohodniški poti, adrenalinski parki in tako naprej, moramo gledati tudi skozi luč upravljanja obiska. In gost, se pravi, so generator obiska, mi jih usmerjamo obiskno, da rečem, in s tem poskrbimo, da ljudje niso vse povsod, ampak so tam, kjer infrastruktura to omogoča. Tako, in da razpršimo turistično. Razpršimo, se pravi, usmerjamo obisk in tako imamo na eni strani bolj zadovoljnega obiskovalca, ker nekdo, ki si želi mogoče malo več množičnosti, bo šel, se pravi, bo koristil to vrstno infrastrukturo, nekdo, ki si pa želi malo več samote in pristnega stika še bolj z naravnih samotnih potekom, pa zdaj tam še bolj sam, če bomo mi za to vrstno infrastrukturo v gorskih centrih, če jo bomo še naprej razvijali. Že nekaj let je poved Strateškega miru, pravzaprav od lani, ko Kanin stoji. Moram povedati, da za razliko od zelo zelene lanske zime je bilo lani na Kaninu 6 metrov in pol snega. In da verjetno bo Kanin eno tistih smučišč, ki bo vsaj za čas našega življenja ali pa še naprej vedno imel sneg. Tako da Kanin stoji, trenutno so še vedno pogajanja z državo, kako zagotoviti vstop do Kanina, ker namreč krožno-kabinska žičnica ne obratuje. Ostale naprave na vrhu bi lahko obradovali. Na potezi je zdaj Ministrstvo za infrastrukturo, ki v tem trenutku še ni dalo odgovora na pobudo občine Povec, ki je pripravljena prinesti zemljišče naprave na državo, da se v bistvu ponovno vzpostavi ta gorski center. Bo pa Kanin to sezono, tako kot je bil lani, raj za turne smučarje, ker definitivno Kanin sneg bo imel in škoda bi bilo, da bi tako smučišče, kot je Kanin ostalo, ker to se je že lani dejansko zgodilo, da je ves turizem, potem, ko se je Kanin zaprl, dejansko obstal. In zimska sezona je na Kaninu dolga, praktično še 2 leti nazaj se je smučalo 21. junija na 2 metrih snega. Tako da Kanin definitivno je priložnost in definitivno je pa tudi največji zalogaj za državo. Občina je premajhna in tako velika investicija pravzaprav enostavno ne gre. Samo z občinskimi sredstvi in pa tudi s pobudi posameznih občinstv. Tako da bo pa občina še vedno zagotovila sredstva za vzdrževanje Kanina in sicer ostaja 7 zaposlenih. Do maja meseca, ko ne bi se te naprave čistile, ker 5 metrov snega, če tega ne bi stalno čistili in vzdrževali, bi dejansko bila že taka škoda, da se ne bi mogli naprave niti več vzpostaviti po obratovanju, tiste, ki so na vrhu. Ostaja pa Kanin raj za jamarje in seveda za turne smučarje. V poletni sezoni pa žal smo tudi beležili več kot 500 milijona izpada prihodkov v 2 mesecih na račun obiskovalcev, ki se relativno hitro in enostavno lahko povzpnejo
iz 400 metrov nadmorske višine na 2200. Pa še to moram omeniti, Kanin je velika priložnost za filmarje, spet se nam obetajo snemanje 2 filmov, številne reklame, naslednji teden bo na festivalu Litve predstavljen film, ki je bil snemen na Kaninu, tako da ko smučišče stoji, se še vedno nekaj dogaja, žal pa smučišče stoji in bo tudi to zimsko sezono stalo.